Hej, za odpadno olje lahko poskrbimo drugače, bolj pametno in bolj prijazno do narave. A ja? Ja! Na Šparovi spletni strani sem prebral, da odpadnega jedilnega olja ne smemo zlivati v odtok, saj lahko zamaši cevi, onesnaži vodo in ogrozi življenje vodnega živalstva in rastlinstva. V zemlji se olje zelo dolgo razgrajuje in onesnažuje podtalnico, ki pa je naš glavni vir pitne vode. Dobro, kaj pa naj potem naredim? Ja, odpadno jedilno olje lahko zbiraš v posodi za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja, ko je polna, pa jo enostavno izprazniš v za to namenjene zbiralnike. Ostanki hrane v zbiralnik ne spadajo, zato je dobro olje pred oddajo precediti. Tudi sicer naj bo odpadno olje čim bolj čisto in vanj ne dodajajmo drugih primesi, na primer vode in detergenta ali pa mešanice olja in kisa, ki ostane v skledi za solato. Tako, zdaj pa poiščimo zbiralnik. Zbiralnike za odpadno olje lahko zaenkrat najdete v 6 Šparovih poslovalnicah. Eden je na primer tule, na Viru pri Domžalah. Evo ga! Postopek je zelo preprost, sicer pa vas vodijo tudi priročna navodila na samem zbiralniku. Najprej odprete pokrov zbiralnika, potem svoje posode z odpadnim oljem seveda in odpadno olje vlijete v zbiralnik čez rešetko na vrhu. Ko končate, pritisnete gumb na zaslonu spodaj, da prejmete kupon za dobro imetje, ki ga lahko unovčite v trgovini. Tako, odpadno jedilno olje sem pravilno odvrgal, kaj pa se bo z njim zgodilo zdaj? Komunalna podjetja bodo odpadno jedilno olje predala posredniku, ta pa bo poskrbel za njegovo predelavo. V Sloveniji največ odpadnega jedilnega olja izvozimo v Avstrijo in Nemčijo, v tamkajšnjih rafinerijah pa ga potem predelajo v biodizel in glicerin. Iz 1 litra odpadnega jedilnega olja tako nastane približno 0,9 litra biodizla. Vsakič, ko izpraznete svojo zbiralno posodo z odpadnim jedilnim oljem, si lahko torej predstavljate, da ste ga poslali na mini počitnice, saj ste mu podaljšali življenje in poskrbeli, da se lahko vrne kot biodizel. Posodico za olje obdržite in jo spet uporabite naslednjič, seznam vseh trgovin, kjer najdete zbiralnike, pa poiščite na Šparovi spletni strani.